Danes v Pomurskem dnevniku. Cepljenje v zdravstvenem domu Murska Sobota. Cepljenje proti COVID-19. Dodatek za upokojence. Policijska stavka. Vreme, jutri bo jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Zdravstveni dom Murska Sobota je že konec lanskega leta prejel prve odmerke cepiv, ki so bili namenjeni cepljenjem v domovih za starejše. V začetku prejšnjega tedna so v zdravstvenem domu odprli prijave na čakalno listo za cepljenje in odziv je bil že v prvih dneh enormen. Na cepljenje v zdravstvenem domu Murska Sobota se je prijavilo več kot 3000 Pomurcev. Zdravstveni dom Murska Sobota je v začetku prejšnjega tedna pričel z zbiranjem prijav za cepljenje. Od ponedeljka pa do četrtka, 7.1. so zbrali 3326 prijav zainteresiranih prebivalcev. Kot opažajo, je največ interesa v starostnih skupinah 75 let in več ter 60 let in več, med spoloma pa razlik ne zaznavajo. Ta teden v Slovenijo prihaja še 16.500 odmerkov cepiva, predvidoma jutri pa bo predstavljen tudi nov načrt cepljenja po tednih za posamezne prednostne kategorije v januarju in februarju. V skladu z nacionalno strategijo cepljenja v prednostno skupino spadajo zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni in oskrbovalci v domovih za starejše, starostniki in sicer najprej tisti starejši od 60 let, nato tisti stari 75 let in več, ter nato starostniki stari 60 let in več. Zatem v prednostno skupino spadajo kronični bolniki do 60 let. V to skupino spadajo bolniki z rakom, diabetesom, debelostjo, kroničnimi obolenji dihal, srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki in imunsko oslabljeni bolniki. V prednostni skupini so nato še druge nujne službe, kot na primer zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, policija, civilna zaščita, vojska, delavci v kmetijskem in živilskem sektorju in prometu ter šele nato vsi ostali. V zdravstvenem domu Murska Sobota poudarjajo, da se prioritetno sedaj cepijo osebe, pri katerih okužba z virusom SARS-CoV-2 v obdobju zadnjih 3 mesecev pred cepljenjem še ni bila potrjena. V naslednjem tednu pričakujejo cepivo za cepljenje zdravstvenih delavcev, ki se do sedaj še niso mogli cepiti. Preostanki cepiv bodo namenjeni prioritetni starostni skupini, najprej tistim starim nad 80 let. Sicer pa je do sedaj v celotni Sloveniji prejelo cepivo že okoli 20.000 ljudi, glede na distribucijo cepiva na milijon prebivalcev v Evropski uniji, so pred Slovenijo le v Italiji in na Danskem. Iz UKC Maribor prihajajo spodbudne novice, saj se je število pacientov s koronavirusom v zadnjem času močno zmanjšalo. Olajšanje pa zdravstveno osebje v zadnjih dneh čuti tudi zaradi cepljenja, ki se je začela v njihovi ustanovi. To je namreč korak k vrnitvi v normalno življenje, pravijo na UKC Maribor. Te dni je pozornost v UKC Maribor namenjena cepljenju proti novemu koronavirusu. Med tistimi, ki so se že cepili, je tudi strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin. Sam sem bil pravkar cepljen, to jemljem kot privilegij, kot nekakšna vrata, ki se odpirajo v normalno življenje in tudi normalno življenje v naši bolnišnici, da bomo lahko pričeli delati tisto, kar delamo pravzaprav ves čas, zdravimo ljudi, ne samo COVID bolnikov, ampak tudi vse ostale, tako kot si to zaslužijo. Kot poudarja pomočnica direktorja Hilda Rezar, je to najbolj pomembna stvar pri vrnitvi v normalno življenje. Pravkar sem bila cepljena in je to en del vrnitve v normalno življenje, v skrbi zase, v skrbi za svoje najbližje, da bomo lahko tudi mi kot naša ustanova prišli v normalno delovanje. Nas veseli, da je vedno več medicinskih sester, ki se želijo cepiti in želimo čim prej vrniti v normalno stanje. Matjaž Vogrin je obenem tudi presenečen in vesel nad visoko številko zaposlenih, ki so na čakalni listi za cepljenje. Zelo sem vesel, da je na čakalni listi za cepljenje v naši ustanovi že več kot 1600 uslužbencev. To je skoraj polovica in število se naglo veča v zadnjih urah, v zadnjih dneh. Želi si, da bi se v UKC Maribor cepili vsi zaposleni, saj je to tista luč na koncu predora,
ki omogoča vrnitev v normalno življenje in našo normalno dejavnost, to se pravi zdravljenje ne-covid bolnikov, ko bo epidemija izvenela. Ob tem v UKC Maribor verjamejo, da bo cepljenje poskrbelo, da se bosta obremenjenost in pritisk na zaposlene hitro zmanjšala. Upokojenci s pokojnino do 714 evrov so danes v skladu z zadnjim protikoronskim zakonom prejeli na svoje bančne račune solidarnostni dodatek. Poleg upokojencev s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo pokojnino nižjo od 714 evrov, so do solidarnostnega dodatka upravičeni tudi brezposelni prejemniki invalidskih nadomestil s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če njihovo nadomestilo v decembru ne presega 714 evrov. Pri določitvi zneska za dodatek se je upoštevala višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je oseba prejela v decembru lani. Prejemniki pokojnin do 510 evrov so danes na svoje račune prejeli 300 evrov dodatka. Tisti s pokojnino med 510 evri in 612 evri bodo danes dobili 230 evrov, tistim s pokojnino med 612 in 714 evrov pa pripada 130 evrov dodatka. Izplačani dodatek se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Prav tako ne bo podlaga za rubež na podlagi sklenitev o izvršbi, izdanih po zakonih o izvršbi in zavarovanju ali o davčnem postopku. Poleg tega ne bo podlaga za obračun dohodnine in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Na območju celotne države je danes zjutraj Policijski sindikat Slovenije pričel stavko, ki bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma z vlado. Stavki Policijskega sindikata Slovenije, ki se je začela danes ob 7. uri zjutraj, se bo po mnenju sindikata pridružila velika večina od 5000 članov. Razlog za stavko je kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018 v zvezi z analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice. Stavko bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma z vlado, preneha pa lahko z odločitvijo stavkovnega odbora, a brez ustreznih rešitev pri 4 stavkovnih zahtevah take odločitve ni pričakovati. Policijski sindikat tako stavko od vlade zahteva rešitev problematike napredovanja policistov in spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev. Prav tako želijo socialni dialog z vlado in pristojnimi. A policisti so tudi med stavko po zakonu o organiziranosti in delu v policiji dolžni zagotavljati varnost ljudi in premoženja, preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva dejanja, odkrivati storilce kaznivih dejanj in druge iskane osebe ter jih izročati pristojnim organom, varovati določene osebe, objekte, prostore in okoliše državnih organov, vzdrževati javni red, izvajati nadzor prometa na cestah in državne meje. 26. december 2020, dan, ko bi morali skupaj obeleževati dan samostojnosti in enotnosti, nam je prinesel cepivo, ki pomeni začetek konca epidemiološke krize. Letošnje praznovanje pa naj nam prinese stabilne razmere, si želi Borut Pahor. Upa, da bomo letošnjo 30. obletnico nastanka slovenske države praznovali enotno, združeni vsi skupaj. Upam, da bo praznik letos, dan državnosti, praznik, ko bomo to obeleževali skupaj in vzneseno. Veseli, da smo v prvi polovici tega leta tudi premagali širjenje virusa, ki je tako globoko posegal v zadnjem času v naša vsakodnevna življenja. Želim si, da bi praznovali na Kongresnem trgu ob državni slovesnosti, vsi skupaj, kot pravim, da bi se zares od srca vzneseno veselili dneva državnosti, praznika, ko se spominjamo ustanovitve naše države, da bi bil praznik, ki bi povezoval. Če smo torej za praznik dneva samostojnosti in enotnosti 26. decembra lani dobili, in to je nekako simbolno, cepivo, ki je vendarle, ki predstavlja začetek konca te krize, potem si želim, da bi sredi tega leta, 25. junija, zvečer, bil Kongresen trg v Ljubljani poln, da bi bili trgi in druga obeležja vse povsod po Sloveniji polna ljudi,
ki bi bili veseli, da smo premagali to krizo, da se z radostjo v srcu spomnimo tistih, ki so bili voditelji v času osamosvajanja. Ta teden bomo imeli jasne dneve z dnevnimi temperaturami okrog 4 stopinje Celzija. Več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 2 stopinji Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti, Lendavi in Radencih izmerili 1 stopinjo, v Krajinskem parku Goričko pa 0 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne se bo oblačnost od severa prehodno povečala. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru -6 stopinj, čez dan pa bomo izmerili okrog 4 stopinje Celzija. V sredo dopoldne se bo zjasnilo. V četrtek zjutraj bo spremenljiva oblačnost s kratkotrajnimi snežnimi plohami, nato se bo znova zjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj okrog -4 stopinje, čez dan pa med 4 in 6 stopinjami Celzija. Prišli smo do konca Pomurskega dnevnika. Želim vam lep preostanek dneva in vas v našo družbo vabim tudi jutri. Nasvidenje.